Pozdravljeni. Dokumentarec, kateri mu je posveščen, se začenja s temi besedami. V času, ko je bil motošport voden z integriteto in strastjo, je izjemna oseba stopila na oder Formule 1. Bil je Ken Tyrrell. In o sebi je Ken mnogokrat dejal, da kot mladenič je bil izjemno neuspešen. A na srečo je prišla druga svetovna vojna in pri Royal Air Force so medse sprejeli pravzaprav vsakogar, tudi njega. Po vojni se je lotil trgovine z lesom, od tu tudi izhaja tisti njegov nadimek, Chopper, ali nekako prevedeno v slovenščino gozdar. No, strast do motošporta je pa vzplamenela nekega dne, ko je s prijatelji odšel v Silverstone gledati dirke. In najprej se je Ken Tyrrell poskusil kot voznik in v Formuli 3 in v Formuli 2 je imel kar solidne uspehe, a tudi sam je spoznal, da on kot voznik ni nič izjemnega. A imel je neverjeten dar za organizacijo, tako da je že leta 1960 ustanovil tisto ekipo, katera je bila znana pod imenom Tyrrell Racing Organization. In leta 1963 se je kmalu po naključju zgodilo nekaj, kar bo za zmeraj zaznamovalo zgodovino Formule 1. Namreč Cooper je organiziral testiranje šasi Formule 3 za mlade, talentirane voznike. In Bruce McLaren je postavil tisti čas, tisti mejnik, kjer bi lahko s primerjavo videli, kdo je dober in kdo je slab. No, prišel je mladi voznik Škotske, vsi so zelo dobro govorili o njem in kar v enem izmed prvih poizkusov močno presegel tisti čas. Ken Tyrrell je z njim takoj podpisal pogodbo. Bil je Jackie Stewart. In skupaj sta leta 1964 osvojila v Formuli 3 vse, kar je bilo mogoče. Nato je Jackie šel v Formulo 1, takrat v BRM, kajti Tyrrella ni bilo še v Formuli 1. Bil je pa v Formuli 2 in Stewart je z njim seveda imel pogodbo. A to obdobje v ekipi BRM je bilo polno frustracij in tam nekje leta 1967 je Jackie Stewart dejal svojemu mentorju, da misli prestopiti v Ferrari. Takrat se je Tyrrell zamislil ter mu svetoval, da raje naj ne naredi tega koraka in kaj bi bilo, če bi dirkal zanj. Stewart ga je pogledal, ampak stric Ken, tako so ga imenovali prijatelji, ti namreč nimaš ekipe v Formuli 1. Odgovor je bil, kaj pa, če bi jo imel? Segla sta si v roke, nobenega podpisanega papirja, a držala sta besedo. V naslednji sezoni 1968 je Ken Tyrrell bil na štartnem razporedu s šasijo Matra in motorjem Ford Cosworth DFV. Seveda, sedež je pripadal Jackieju Stewartu in že v naslednji sezoni naslov svetovnega prvaka, na začudenje mnogih. A Matra in Tyrrell nekako nista prišla do skupnega jezika, kako vnaprej, kajti Francozi so hoteli zmagovati z lastnimi motorji. Ken Tyrrell se je pa zavedal, da prav motor je bila šibka točka. No, ni bilo druge izbire, kot da je Tyrrell, hočeš nočeš, postal konstruktor. Konstruktor v smislu garažista, kot verjetno vsi dobro veste. In čeprav bi mnogi rekli, ja, saj Ken Tyrrell ni začel v garaži, je res, začel je v skednju, a mislim, da to ne naredi kakšne velike razlike. In takoj zatem je tudi doživel uspehe 71. in 73. spet naslov svetovnega prvaka s Jackiejem Stewartom. No, in to nam pove še nekaj o Kenu. Ken ni bil samo izjemen organizator, bil je tudi izjemen človek. Imel je dar, da je videl talent v mladih voznikih. Razumel jih je in mnogim je pomagal, da so kariero usmerili v pravo smer. Govorim o talentih, ko je John Surtees, kateri je začel z Tyrrellom, François Cevert, Patrick Depailler, katerega je Ken Tyrrell edini obvladal, da ni delal na rosti.
Ali Jody Scheckter, kateri je bil znan po tem, da je imel ogromno nesreč, komaj pod vodstvom in mentorstvom Tyrrella je nekako prišel na tisto pravo pot, katerega je vodila na koncu do naslova svetovnega prvaka. Ronnie Peterson, Didier Pironi, Michele Arboreto, Stefan Belov, na koncu Jean Alesi. A to so le nekatera imena, katera velja omeniti, da so bili v tej ekipi, katerimi je Ken Tyrrell pomagal ratati veliki. In ne smemo niti mimo bolidov, katere je Ken Tyrrell napravil. In seveda tu te zmagovalne bolide bom pustil malce pri kraju, omenil bom samo tista dva, katera sta pustila sled v zgodovini razvoja. Seveda tisti znani šestkolesnik P34 in seveda tisti 019, tisti prvi bolid z dvignjenim nosom. Bolidi ekipe Tyrrell so bili ponavadi temnomodri. In to je nekako čudno, kajti Tyrrell ni bil Škot in tudi, bom rekel, ni rabil tiste British Racing Green barve. Gre bolj na navezavo na njegovega pokrovitelja Elf, tistega, s katerim je praktično začel in barvo tega, bom rekel, dobavitelja mazil in goril je praktično ohranjal tudi takrat, ko se je ta naveza prekinila. Bil je tudi vezan na Ford Cosworth DFV, na atmosferske motorje. Znano je, da Tyrrell je bil zadnja ekipa, ki je uporabljala sredi 80-ih ta tip pogona v tisti prvi turbo eri. In znano je tudi to, da Ken Tyrrell je bil izjemno načelen človek. Nikoli ni lastne integritete zamenjal s tisto, kar mu bi prineslo korist. In tu se je mnogokrat sporekel z Berniejem Ecclestonom. A ne nazadnje, proti koncu 90-ih let se je razvedelo, da je Ken Tyrrell močno bolan. Imel je raka na slinavki. Hotel je prodati svojo ekipo, katera je res v tem zadnjem obdobju imela bolj klavrne rezultate. In takrat se je začel meniti s Craigom Pollockom in tistim menedžmentom, katerim bo ustanovilo ekipo Bar malce kasneje. No, takrat je vstopil na sceno Bernie Eccleston. Ustavil je pogajanja. In ustavil je pogajanja zato, da se je on začel meniti z gospodi, kako bodo kupili ekipo Kena Tyrrella. In seveda, izsilil je gromozansko visoko ceno za ekipo, katera v resnici ni bila vredna toliko. In na koncu zaradi te svoje usluge ni hotel nobenega plačila. Ken Tyrrell je prodal ekipo leta 1997. 1998 je ta struktura še nosila njegovo ime, a njega ni bilo več zdraven. Leta 2001 je umrl, star 77 let. Pustil je ogromno praznino za seboj. Jackie Stewart se ga zmeraj spominja in pravi, da če bi bilo v Formuli 1 več ljudi, kot je bil Ken, bi bila ta še bistveno bolj napredna, kot je danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.